Dobrodošli v moji jutranji rutini. Moja jutranja rutina ni nikoli enaka, tako da ni glih rutina, zato ker sem med tednom v Ljubljani, za vikende sem pa ali doma ali pa pri Kevinu. Probam neke stvari povsod prakticirati, ampak vedno ti ne rata. Pa tudi včasih začnem delati ful zgodaj, včasih začnem pa popoldne, tako da je ful razlika, ne. Upam, da boste uživali v moji rutini, ni nič posebnega, ne jem zajtrka, tako da kar se hrane tiče, žal vam ne morem nič nuditi. Prosim, lajkajte ta video, subscribite se, naročite se in ja, to je to. Jutranja rutina se ne more začeti brez tega, da se zbudiš. Moram reči, da sem se kar navadila zbujati pri prvi budilki in je ful fajn, res ful se počutiš ponosno. Naslednja stvar, ki je meni ful pomembna, je, da si posteljam posteljo, zato ker cela soba izgleda ful lepš, tako je vse clean, pa neko koristno stvar že narediš zjutraj. Mislim, da je to ena izmed stvari, ki jih res vedno naredim. Ful si odprem žaluzije, jih kar čisto do konca potegnem, zato ker imam dosti temno sobo in mi je fajn zjutraj, ko je malenkost več svetlobe kot popoldne. Pol je seveda cajt za kopalnico in kavo. Da je kava čim prej skuhana, si najprej v grelniku zavrejem vodo. Pripravim si vse za kavo, da sem čim bolj učinkovita, imam prav rutino, kako si čim prej skuhati kavo. Medtem ko se voda vre, grem v kopalnico, si umijem obraz in zobe. Če sem čisto iskrena, moja realna nega kože zjutraj je, da si samo umijem obraz z vodo, zato ker si itak zvečer umijem z gelom obraz. Ja. Pol je treba še umiti zobe. Ko vse to končam, voda zavre, skuham kavo. Upsi. A veš ono, ko gledaš v kavo, pa ti vseeno gre čez. Pol počakam, da se kava usede, grem v sobo z mojo kanglico vode in ko je kava že malo stala, da se je godlja usedla, grem si nalijem kavo in potem si nesem v sobo. Preden da začnem piti kavo, vedno spijem pač čim več vode, a sem žejna ali pa ne, pač navada, spiješ ful vode, ker kava itak dehidrira. Ko pijem kavo in se počasi spravljam, si naštimam na YouTubu videe, da jih poslušam medtem, da malo izkoristim še bolj ta cajt. In kot sem že rekla, moja nega kože zjutraj je ful najbolj simpel, obraz si umijem z vodo in pol si nanesem vlažilno kremo. Moja rutina ne vsebuje vsakič ličenja, to je parkrat na teden mogoče. In ja, prej, ko sem govorila o teh videih, ki jih poslušam zjutraj, pač to je en velik del mojega jutra, tako da vam bom malo povedala o tem, kaj gledam. Poslušam različne avtorje, ki govorijo o tem, kako smo za vse sami odgovorni, torej vse, kar se nam dogaja, kar nam rata, kar nam ne rata, smo sami odgovorni z našim odnosom, z našimi dejanji, tako da se malo na tem področju učim. Najljubša mi je Abraham Hicks, ki jo tudi vidite tam na mojem laptopu. Pol Erik Ho, Life Mastery in Evan Chamberlain se mi zdi. On je bolj za biznis, no, njega ne toliko gledam. V glavnem, ko se zrihtam, tukaj sem si naredila čop, ker so bili moji lasje še kar slabi. V bistvu moje celo jutro se te videe predvajajo, probam jih čim bolj poslušati, če kdaj kaj ne poslušam, si dam nazaj. Tukaj si zdaj pripravim za obleči, da se malo preoblečem, da ne rabim pol, ko se mi že malo mudi, razmišljati.
Seveda si nanesem deodorant, da ne bom smrdela. Drugače ta je od Boretalka in je ful dober. Pol pa še, če mi ostane cajt, ponavadi mino, si napišem v bistvu nek to-do list, če imam več cajta, si še napišem kakšne svoje misli, ampak večinoma to, kak je moj plan, malo nazaj pogledam, kaj sem naredila, kaj ne, in če nisem, ga dam tiste stvari spet v današnji dan. V bistvu je to bolj zato, da se spomnim, kaj imam za narediti, pa da če pozabim, da lahko nazaj pogledam. In ko to naredim, se počasi odpravim. In pol še en del moje jutranje rutine se dogaja v avtu. Zdaj, če imam zgodnje jutro, se ne ličim, ne pišem v planer zjutraj, ker komu se da ob 6. zjutraj to delati. Delam vse te stvari oziroma poslušam te videe, ko sem jih zdaj poslušala doma, jih poslušam v avtu. Tukaj sem pa imela popoldne šiht in sem v avtu poslušala muziko, ker mi je pač to pasalo. No, to je pa en izsek iz moje jutranje rutine, ko grem ful zgodaj delat. Najlepše je pa to, ko imaš sončni vzhod, pač res mene to napolni z energijo, ful sem vesela, ful ga probam ceniti. Pa kavo pijem med potjo, ne pijem je doma, ker se mi ne da toliko prej vstajati. In ja, tukaj spet občudujem sončni vzhod, ful sem vesela, kadar je, ker če je oblačno, ga pač ni, ampak ja. Zdaj sem doma. Moja rutina je taka, da se bolj počasi zbudim, ker je ponavadi vikend, spijem kavo in če je lepo vreme, grem na sonce. Pa rada si pišem v zvezek, pišem si pa čisto, kar mi pride na pamet, ali pa pišem si, zakaj sem hvaležna, mogoče kaj bi danes rada naredila, svoje cilje. In to v kombinaciji, tako da sediš zunaj, piješ kavo, je perfektno res. Evo, če ste gledali do konca, hvala za vašo podporo. Res mi je dobila kar dosti v zadnjem cajtu, čeprav sem bolj slabo objavljala videe, ker sem bila res brez motivacije. In ja, probajte svoje jutro narediti čim lepše, s čim več pozitivnimi mislimi, tudi ko mislite, da ne gre. Gre. Čau.